No, naša druga disciplina, o kateri bi radi razmišljali skupaj, o kateri je treba govoriti, je, tako sem jo naslovil, hoja v moči Svetega Duha. In ja, to jaz razumem tudi kot disciplino, kot nekaj, na kar se moramo vedno sproti spomniti, v kar moramo vedno sproti stopiti. Zdaj, prvo, kar želim, da pomislimo v zvezi s tem, je to, da je Sveti Duh, to, da imamo Svetega Duha, da je pravzaprav izpolnitev Božje obljube. In to ne kar katerekoli Božje obljube, ampak lahko bi rekli tiste največje Božje obljube, ki jo sledimo skozi vse svetopismo. Se pravi, gre za to središčno obljubo, ki jo Bog pripravljal skozi vso večnost, da tako čakam in se izpolnila v Kristusu. Jezus kar reče na enem mestu v Lukovem evangeliju prav, čakajte na to, da boste prejeli obljubo mojega očeta. Tako imenuje Svetega Duha, to je kar ime, ki ga da se, to je obljuba mojega očeta. Tako da bi želel, da kar takoj gledamo nekaj vrstice Svetega pisma. Najprej tale seveda odlomek iz apostolskih del, ki je pa citat iz Stare zaveze, to je citat iz proroka Joela, s tem, da v apostolskih delih so še eni poudarki, zato se mi je zdelo boljš iz tlele prebrati tole. In to tukaj zdaj v apostolskih delih, to Peter govori na Pinkošni dan v Stari zavezi, pa to prerok Joel govori Božjemu ljudstvu in to po tem, ki jih je poklical k spokorjenju, če gledamo Joelovo knjigo. No, takole prav. In zgodilo se bo v poslednjih dneh, govori Bog, razlil bom od svojega duha čez vse meso. Prerokovali bodo vaši sinovi in vaše hčere. Vaši mladeniči bodo gledali videnja in vaši starci bodo sanjali v sanjah. Tudi čez svoje služabnike in čez svoje dekle bom v tistih dneh razlil od svojega duha in bodo prerokovali. In dal bom čudeže zgoraj na nebu in znamenja spodaj na zemlji, kri in ogenj in dimne oblake. Sonce se bo spremenilo v temo in mesec v kri, preden pride strašni in veliki in sjajni Gospodov dan. In zgodilo se bo, vsak, kdor bo klical Gospodovo ime, bo rešen. To je taka najbolj očitna obljuba, ki jo imamo v Stari zavezi. Imamo pa tudi druge obljube, pri Izaiju jih je več. Eno obljubo imamo tudi v 4. Mojzesovi knjigi, zelo presenetljivo, tisto bom še omenil. No, ampak, če gremo zdaj po tej liniji naprej, potem preteče Janez Krstnik kot predhodnik Jezusov. In ko govorijo o Jezusu, pravzaprav vse to, kar bo Jezus delal, povzame v tem stavku. Prav, jaz vas krščujem v vodi za spreobrnenje. To, da on, ki pride za menoj, je močnejši od mene in jaz nisem vreden, da bi mu nosil sandale. Nisem vreden, da bi mu bil sužen. Sandale so mu vse sužni. Jaz nisem vreden, da bi bil sužen njemu. On vas bo krstil v svetem duhu in ognju. Se pravi, Janez Krstnik, ko s tem proroškim duhom, ki je bil njem, gleda naprej na Jezusa, pravzaprav vse, kar bo jih Jezus počel, vse, kar Jezus bo delal, povzame v tem stavku. On vas bo krstil v svetem duhu in v ognju. No in potem pa je tle seveda še Jezusova beseda, to pa je potem, ker je vstal od mrtvih. Prejeli boste moč, ko bo Sveti Duh prišel nad vas in boste moje priče. V Jeruzalemu in po vsej Judeji in Samariji ter do skrajnih mej sveta. To je tudi obljuba. Se pravi, tukaj sem izbral 3 mogoče najbolj tipične obljube, ampak jih je pa seveda še veliko več. Namreč prvo, kar moramo razumeti, je to, da je Bog dejansko to načrtoval od začetka. Se pravi, Božji plan od začetka je bil, da bo enkrat ob določenem času, da bo prinesel, poslal svojega duha, ki bo prišel na ljudi, ki jih bo znotraj prenovil. Tukaj moramo vedeti, da je to Božji načrt, to je Božji plan. In zdaj tudi vidimo, glede na to, kar je Jezus sam rekel, vidimo, da je tudi cilj Jezusovega delovanja, tudi cilj Jezusovega križa konec koncev, je to, da bi lahko
nastali ljudje, ki bodo prejeli Božjega duha. Lahko, brez pretiravanja lahko rečemo, Jezus je prelil zadnjo kapljo svoje krvi, zato da bi ti pa jaz lahko prejela Svetega Duha v polnosti. Da bi Bog imel pred sabo ljudi, ki so polni Svetega Duha. Ne? In to je za nas spodbudno. Zakaj? Zato, ker to pomeni, da si Bog tega še bolj želi, kot si mi. Mogoče si želiš, jaz bi rad bil poln duha, pa ne vem kako, no? Ampak že samo dejstvo, da je Bog toliko teh obljub dal, ne, nam govori, da si Bog sam še to še bolj želi, da bi mi bili polni Svetega Duha. Se pravi, se lahko Boga tukaj uklenemo z velikim zaupanjem, z veliko gotovostjo lahko pristopimo k njemu in se naslonimo na njega. Se pravi to, ne, da bi Bog imel ljudi, ki so rojeni iz duha, ki so polni duha, ki živijo po duhu, ki delajo po duhu. No, zdaj tukaj čisto na začetku je smiselno zdaj mogoče reči, ok, ko rečemo Sveti Duh, kaj sploh mislimo s tem? Ne? Ok, vemo, Sveti Duh je tretja Božja oseba. Se pravi, Sveti Duh je Bog. Ne? Ampak zdaj sam izraz, na kaj mer ta izraz Božji duh ali pa Sveti Duh. Že v Stari zavezi ta izraz pomeni predvsem seveda Božjo, kaj rečem, življenjsko moč ali pa kar Božje življenje. Sveti Duh je ta življenjski dih, ki ga ima Bog sam v sebi, se pravi, ki je Bog sam od znotraj, nekje piše, da samo Božji duh preiskuje Božje globine, ve, kaj je v Bogu. Se pravi, v nekem smislu, ko nam Bog daje svojega duha, nam daje svojo notranjost. Bog nam dejansko, lahko rečemo, odpre srce svojim duhom, da nam to, kar je v njem, njegovo mišljenje, njegovo naravnanost, njegovo in seveda, predvsem je tudi ta vidik je pomemben, ta življenjska moč, ki je življenje in ki jo oživlja. Tudi to piše, da je duh tisti, ki oživlja, ki dela življenje, dobesedno je biblični izraz. Da prav Sveti Duh je Božje življenje, ki oživlja vse, kamor pride. In zato je seveda Sveti Duh povezan z Jezusovim vstajenjem. Po Svetem Duhu je Oče dvignil Sina in ga postavil na glavno prvo mesto in mu dal vso oblast. Sveti Duh je povezan z življenjem in s tem, kar je v Bogu. No, jaz mislim, da po Svetem pismu je jasno, da to, da prejmemo Svetega Duha, da je temelj vsega, kar je krščansko in da je tudi temelj vsakega od nas posamezno, ne bi stal na začetku naše krščanske poti. Imamo recimo tole mesto v apostolskih delih, ki je samo nadaljevanje tega Petrovega govora, ki smo ga prej en del prebrali, tako Peter v bistvu zaključi, prej tisto obljubo citira in pove, da se je ta obljuba zdaj uresničila. Potem pa zdaj tlele pa preide na poslušalce. Se pravi, kaj pa zdaj to pomeni za tiste, ki to slišijo. No in pove par stvari. Prvo reče, spreobrnite se, oziroma spokorite se, odvrnite se od grehov. Konc, obrnite se, spoznajte svoj greh, priznajte ga, obrnite se k Bogu. Drugo, naj se vsak izmed vas ne se da v imenu Jezusa krstiti, odpuščanje grehov, krst v vodi, in prejeli boste dar Svetega Duha. In dar Svetega Duha tukaj ni mišljen en od darov Svetega Duha, o katerih govorimo, ampak je kar dar, ki je Sveti Duh. Se pravi, tukaj prejemamo celoto Svetega Duha. Zdaj, je čisto preprosto dejstvo, da v različnih cerkvenih okoljih, različnih cerkvenih tradicijah imamo različne prakse, imamo različne pričakovanja glede tega. Zdaj, jaz bom tukaj čisto samo na kratko povedal, kako jaz razumem ta temelj. Ne želim pa zdaj, da je to današnja tema in ne želim tega argumentirati, to se lahko pogovarjamo kdaj drugič. Zdi se mi enostavno dobro, da vi veste, od kje jaz izhajam, kakšno je moje izhodišče, ampak to ni predmet tega, kar ne bi razpravljali. Jaz temelj, kako Bog temelj postal v naše življenje, razumem tako skozi te 4 točke in te vse spadajo skupaj. Sprav, vera oziroma zaupanje v Jezusa, spokorjenje od grehov, krst v vodi in potem prejem Svetega Duha, ki je zame konkreten takoj po krstu, ob krstu v molitvi. To ne bi bil nek naraven, navaden red, seveda pa Bog ni birokrat, se lahko tudi drugače te stvari zgodijo, ampak to bi bila praksa, ki bi jo jaz priporočil. In tudi seveda jaz osebno razumem, da je to, da človek prejme Svetega Duha, da ima zunanje manifestacije, ne? In to je
za ta znak prejema ali pa krsta v Svetem Duhu je preroštvo, govorjenje v jezikih, kot oblika preroštva in tako naprej. No, to je samo to, da veste, kje je moje ozadje, pa tudi to bi pa opozoril, da kar se tiče tega, kar se tiče prejemanja Svetega Duha, so naša pričakovanja meja tega, kar izkusimo. Namreč, če ne pričakuješ, da boš prejel, ne vem, tak in tak zunanji dar, potem ga ne boš dobil. Če pa pričakuješ, seveda se pa odpreš Bogu, da ti to da. Se pravi, tukaj je veliko odvisno od tega, kaj sami pričakujemo. In je dobro, da razmislimo o tem, kakšna so naša pričakovanja tukaj, ker s tem postavljamo mejo temu, kaj Bog hoče ali pa kaj pa nam Bog želi dati. Če smo prepričani, da nam Bog nečesa ne želi dati, tega nam Bog ne bo dal, nas ne bo prosil. Ker Bog nikoli človeka ne povoz na ta način. Bog dela s svobodnimi ljudmi in želi, da svobodno želimo in sprejemamo to, kar nam ima zadati. To pa, kar bi rad v zvezi s tem prvim odlomkom v apostolskih delih poudaril, je pa to, ne vem, če ste opazili, ampak kolikrat se v tem odlomku v drugem poglavju, če gremo nazaj, omenja prerokovanje. Razlivom duha in bodo prerokovali. Tega bodo videnja sanjali v sanjah, razlivom svojega duha in bodo prerokovali. Tukaj vidimo, imamo dvakrat omembo prerokovanja in tudi ta videnja pa sanja so spet še ena oblika prerokovanja. Se pravi, z darom Svetega Duha je že v tem odlomku očitno povezano prerokovanje v različnih oblikah. No in zdi se mi dobro, da pogledamo, kako je s tem prerokovanjem malo širš po Svetem pismu, ker dejansko vidimo, da je na veliko mestih se to dvoje povezuje. Ni samo tukaj, ampak to je pogosto v Svetem pismu je to znak, da je na nekoga prišel Sveti Duh. Tukaj sem zbral več mest iz Stare zaveze, pa potem tudi iz Nove zaveze, in sem tudi jih poudaril, kjer vidite, da je duh, to, da duh prije na nekoga, da je to potem povezano s prerokovanjem. Recimo, ta odlomek je meni sicer izredno čudovit, v 4. Mojsesovi knjigi 11. poglavje, to je en tak male binkošti že pri Mojsesu. Ampak tam se zgodi to, da Gospod je stopil dol v oblaku in govoril z Mojsesom, nato je vzel duha, ki je bil nad njim in ga dal nad 70 starešin. Ko je duh obstal nad njimi, so začeli prerokovati. Dva moža pa sta ostala v taboru, duh je prišel tudi na njih in prerokovala sta v taboru. In tam potem Mojzes reče, Jozue se tam potem razjezi, ona dva pa tam prerokujeta, pa nista tle, ki bi mogla biti. Mojzes reče, daj nehaj. Kako bi bilo dobro, da bi Bog dal svojega duha vsemu svojemu ljudstvu in bi bili vsi preroki. Tako se ta odlomek zaključi. In vidimo, da je to dejansko po navdihu Mojzes rekel, ker je dejansko predvidel to, kar vidimo izpolnjeno v apostolskih delih, drugo poglavje. Potem imamo te čudne odlomke v 1. Samuelovi knjigi v zvezi s Savlom. Navdal te bo Gospodov duh, z njimi boš prerokoval in se spremenil drugega človeka. Zdaj to je obljuba, to Samuel Pavlu govori. In potem tudi vidimo izpolnitev, navdal ga je Božji duh, da je prerokoval. Spet, Božji duh, prerokovanje. In potem naprej je tako, da Savel pošle vojake, da bi aretirali Samuela, Ko pa so videli zbor prorokov, ki so prerokovali Samuela, ki jim je načeloval, je prišel nad Savlove sle Božji duh, da so tudi oni prerokovali. In tudi nad Savla je prišel Božji duh, da je grede prerokoval. V glavnem, spet imamo to. Ampak zanimivo je tudi v Novi zavezi, najdemo par mest, kjer je to tako na zelo podoben način povezano. Zaharija, oče od Janeza Krstnika, ko pove, kako mora biti ime njegovemu sinu, prav tekst takole, da je postal poln Svetega Duha in je prerokoval. In vidimo tukaj, recimo, kaj preroštvo tudi pomeni. To, kar sledi v tekstu, če bi brali naprej, je Zaharijeva hvalnica. Prav, on začne po Božjem navdihu slaviti Boga. In to je ena oblika preroštva. Nazadnje so psalmi, recimo, jaz razumem kot preroške pesmi, ki niso preroštvo v tem smislu, da bi napovedovali prihodnost, saj večinoma ne, ampak so kar
dejansko navdihnjena molitev Bogu, navdihnjena hvalnica Bogu. Se pravi, izraz prorokovanje moramo razumeti široko. Zajema nikakor ne samo napovedovanje prihodnosti, to itak ni svetopisemski koncept, ampak gre za pravzaprav govorjenje Božje besede, govorjenje Božjega sporočila, ki je konkretno za dano situacijo. To je to in lahko je pa to tudi slavljenje in hvaljenje Boga. No in podobno imamo še tle v pismu Tesaloničanom, prav, duha ne ugašajte, proroštvo ne zaničujte, spet je to skupaj postavljeno nekoliko. Kada je prva manifestacija duha v skupnosti, v krščanskem občestvu je to, da se dogajajo proroštva. Se tudi pol naprej govoriš o tem, bomo o tem še kaj povedali. Potem imamo še eno mesto v apostolskih delih 19.6, ki je pa prav prejemu Svetega Duha, ko Pavel moli za tiste učence Janeza Krstnika, položi na njih roke in potem prejmejo Svetega Duha in govorijo v jezikih in prerokujejo, tam tudi je tako izrecno napisano. No in zdaj, če gledamo nazaj na to temeljno obljubo, ki smo jo prebrali v apostolskih delih, v 2. poglavju, ki tako zelo poudarja preroštvo. Zdaj, to, kar se pa predtem zgodi, je pa to, da apostoli začnejo govoriti v jezikih. Če bi brali od začetka 2. poglavja, pač Sveti Duh se spusti na njih in oni začnejo govoriti v različnih jezikih. Ampak za Luka je to očitno potrjeno s tem citatom. Se pravi, Luka očitno razume govorjenje v jezikih kot eno obliko proroštva. Jaz bi celo rekel, tukaj gre za to najbolj osnovno, najbolj preprosto obliko proroštva, najbolj enostavno tudi v nekem smislu. Ampak tudi se vidimo že tam v enem odlomku Luka oziroma že prerok Joel govori o različnih oblikah prerokovanja, tudi sanje, videnja in tako naprej. Se pravi, proroštvo pomeni kakršnokoli navdihnjeno govorjenje od Boga po Božjem navdihu, direktno govorjenje Božje besede iz Božjega srca. No in tudi Pavel v prvem pismu Korinčanom 14 podobno razume temeljno obljubo, da gre za prerokovanje. O tem pač govori in tako spodbuja. In Pavel tam recimo jasno napiše, vsi lahko prorokujete. Pravi, kako bi to lahko drugače rekel, če ne bi se naslanil na to temeljno obljubo, ki smo jo prebrali. No in tudi če še enkrat pogledamo ta tekst v apostolskih delih, še en drug vidik lahko pogledamo. Prav, razlil bom svojega duha čez vse meso. To je tak lep bibličen izraz. Vse meso pomeni dobesedno vsa živa bitja. Lahko pomeni celo živali tudi, ampak predvsem pa tukaj pomeni vse človeštvo. In to je zelo pač, to moramo slišati ta pravo močjo. Tukaj pomeni čez vse. Noben ni izpuščen ven. In da bi pol prerok to še poudaril prav. Prorokovali bodo sinovi in hčere, prorokovali bodo mladi in stari, prorokovali bodo hlapci in dekle, služabniki in dekle. To je spet tipičen bibličen način izražanja. Ko imamo tak izraz, moramo vedeti, da izraža celoto, ker pove en in drug pol. Se pravi, vsi bodo prorokovali. To prav tekst. Se pravi, tukaj se moramo zavedati, kaj je moč te obljube. To je Božja beseda, Božja obljuba za vse. Noben ni izključen iz tega, noben ni drugorazreden tukaj, noben ni vsem se daje ta obljuba. In zato na tej osnovi potem Pavel lahko reče, vsi lahko prorokujete. To je spet ena stvar, ki jo moramo slišati, da se spodbudimo z njim, da imamo vero, da zaupamo Bogu, da ni to sam dar, sam za ene posebej posvečene. Ne. Kristusa je preveč stalo, da bi to dal sam nekterih. Kristus je umrl za vse in je prelil svojo kri za vse, zato da bi se očistil ljudstvo, ki lahko prejme Božjega duha, ki realno deluje v vseh. Tako da če bi kdo hotel reči, da prorokovanje ni za danes, to je potem isto, kot če bi rekel, da Sveti Duh ni za danes, po Svetem pismu. Tako je s tem. No, ampak zdaj
pa če gledamo zdaj Svetega Duha in njegovo delovanje, njegove moči kot celoto, moramo videti, da gre tukaj za nekaj, kar je bilo očitno za prvo cerkev normalno. Ne? In spet, tukaj imamo spet poudarek na to, da je to dano vsem, vsakom. Kar poglejmo te dva teksta, se pravi, Pavel v prvem pismu Korinčanom, to poglavje je drugače glavno, glede duhovnih darov, 12, pa potem 13, pa 14. To vam svetujem itak, da si podrobno preberete, pa pogledate. Ampak tale odlomek recimo najbolj jasno v Novi zavezi govori o različnih darovih ali pa manifestacijah duha. Darovi ni čisto prav izraz tukaj, ker seveda karizme v bistvu pomeni milostni darovi, milostni izrazi. Pa pomeni tudi tukaj, vsakmu se daje razkritje duha, to pomeni, da je nekaj, kar se vidi na ven, ne, javno ali pa vidno pojavljanje duha. Ne. Ker namreč, kot že iz tega, kar smo prej prebrali, vidimo, da je Božji duh v Svetem pismu večinoma vsaj, ko pride na človeka, se to vidi. Ne. Te naše religiozne ideje, da Sveti duh dela nekje v notranjosti, tega ne najdemo veliko v Svetem pismu. Tudi so taka mesta, ampak v Svetem pismu, kadar pride Božji duh na človeka, se to vidi, se to manifestirano zven, ali to prorokovanje, ali so pa to tudi druge moči. No in tukaj pravi, da to razkrivanje duha, to pojavljanje, vidno pojavljanje duha se daje vsakomur. Ne? V korist vseh, to je pa tudi važno. Se pravi, Sveti duh ni meni dan zato, da se bom jaz dobro počutil. Sveti duh je meni dan, pa je tebi dan zato, da služimo bratom in sestram, pa da služimo tudi tistim zunaj, kot bomo še videli. No, preberemo odlomek. Vsakomur se daje razkritje duha v korist vseh. Enemu je po duhu dana beseda modrosti, drugemu skladno z istim duhom beseda spoznanja, drugemu po vera po istem duhu, drugemu po istem duhu milostni darovi ozdravljanja, drugemu delovanje čudežnih moči, drugemu prorokovanje, drugemu razločevanje duhov, drugemu raznovrstni jeziki, drugemu razlaganje jezikov. Vse to pa uresničuje en in isti duh, ki deli vsakemu posebej, kakor hoče. Te besede sem izpostavil spet zato, da bi poudaril, kako močno, če gledamo ta odlomek, kako močno Pavel tle pravi, da je to za vsakoga. In tudi ta enemu, drugemu, tukaj pa dejansko nabija, prav, dano je enemu to, vsakomu se pa daje. In tudi potem spet v Efežanih isto pravi, vsakomur izmed nas je bila dana milost po meri Kristusovega dela. Se pravi spet, vsakomur, noben člen od Kristusovega telesa ni izostal, ni ostal na suhem. To je Božja volja, da prav vsak je deležen tega razkrivanja Svetega duha v korist vseh, v korist skupnosti in širšega sveta. Se pravi, ja, tukaj imamo ta poudarek, ker ga vidimo že prej v apostolskih delih, da je to za vse. In tako moramo to razumeti in seveda je to tudi zelo pomembno za nas, ko molimo, ko prosimo za to, da smo napolnjeni s to močjo. Da se trdno naslonimo na to gotovo Božjo obljubo in na to trdno Božjo besedo. In seveda pa, če pa to res, potem pa moramo še nekaj drugega reči. Ne? Glede na vse to, kar smo zdaj prebrali, če vidimo, ne? Da je normalno krščansko življenje je karizmatično, v tem smislu, da deluje ven iz teh moči Svetega duha. To je normalen sestavni del tega, kako ne bi Jezusovi učenci živeli. In tudi to vidno na velikih mestih, recimo v Novi zavezi, recimo odlomek v Galačanih je zelo zanimiv, v 3. poglavju, ki Pavel argumentira in se krega z Galačani glede postave pa evangelij. Potem v enem momentu, kot argument vzame, mimogrede to, da se čudeži med vami dogaja, zakaj se dogaja. Se pravi, to je bilo tako gotovo dejstvo, da je on lahko uporabil to, ko je argumentiral, prav ne, čudeži se med vami dogaja, zato, ker ste verjeli evangeliju, ne zato, ker ste bili poslušni postavi. Ampak, hočem reči, on se je lahko na to izkušnjo tako naslonil. Enako, če berete 6. poglavje pisma Hebrejcem na začetku, pisac govori o tem, kaj je temeljna krščanska izkušnja. Tam govori o tem, da so prejeli Svetega duha, da so izkusili moči prihodnega sveta, da so okusili dobro Božjo besedo in 3-4 stvari pove. In spet vidiš, da je to za njega tista temeljna izkušnja, tista osnovna izkušnja Božjega ljudstva.
In o tem pričuje Sveto pismo in se mi zdi, da je pomembno, da se mi tudi vrnemo nazaj tukaj res k Svetem pismu in da pustimo Bogu, da te stvari dela med nami. Se pravi, tukaj, danes je to malo hecen, ker to beremo, se nam zdi nenavadno, pa se nam zdi presenetljivo, fajn pa to, ampak za dejansko, tako kot Pavel piše v svojih tekstih, pa vidimo, da je to nekaj normalnega, nekaj, kar je enostavno za pričakovati v vsaki krščanski skupnosti, ne? Zato, ker smo seveda deležni tega duha, Kristusovega duha. Ja. No in kako zdaj lahko gledamo na tale seznam? Zdaj prvo, kar je treba reči, tudi ta seznam ni izčrpen, tukaj ni povedano vse, kar Sveti Duh dela. Pavel tukaj našteje 9 stvari, obstajajo še drugi seznami, kjer pove še kaj drugega, recimo razvrstiti tako, pa potem dodati tudi službo vodenja ali pa pomaganja in tako naprej. Ampak prvo, kar lahko rečemo, je pravzaprav tole, ne. Tale seznam nam kaže v bistvu to, da je Kristusovo moč, to življenjsko moč, tudi moč za delanje čudežev, zdaj Bog enostavno posejal po Kristusovem telesu, tako da ima en ta vidik, drug ta vidik, tretji vidik. Ampak tukaj vidimo enostavno to, da je Kristusova moč zdaj porazdeljena po vsem njegovem telesu. Zato ima en, to je ena modrost, en ima vednost, en ima vero, en ima čudežne moči in tako naprej. Ne? Se pravi, gre v bistvu na ta način, je celota tega, kar je Kristus dosežena, da v krščanski skupnosti, da te različne moči delujejo in cvetijo in napredujejo. Zdaj, na kratko, če povem, kaj je v vsakem od teh stvari, ki je omenjena tukaj. Zdaj, prvo, kar je treba reči, razlagalci niso čisto enotni glede vsega, kaj to pomeni. Jaz bom podal pač eno gledanje, so možne tudi tukaj kakšne druge razlage. No, beseda modrosti se dostikrat razume kot to, da ti Sveti Duh v neki težki situaciji, ko ne veš, kaj je treba narediti, ti pokaže, kaj je prava rešitev. Se pravi, ti da, recimo, ko so k Salomonu, ko ste une 2 prostitutke prinesli tistega otroka, tiste je bila beseda modrosti, ne? Kako rešiti en težek zaplet, eno težko vprašanje. Ne? Ali pa, ko so Jezusu rekli, kaj je s tistim denarjem, kaj je s tistim davkom cesarjev, recimo. Ne? Tiste besede modrosti, ne? On je na tak način jim je odgovoril, da mu noben ni več mogel pa povedati Božjo resnico. Recimo, to bilo primeri te besede modrosti, ko ti Bog po duhu razreš en težek klopčič, eno težko situacijo, ko ne veš, ko se počutiš v kot stisnenega, kaj bi tle. Ne? Beseda spoznanja oziroma beseda vednosti se pogosto razlaga v tem smislu. Zdaj lahko bi to bila tudi kakšne posebne spoznanja v zvezi z Bogom, čeprav jaz tle dvomim, da gre tukaj za to, ni pa izključeno. Tukaj se dostikrat razume, da gre za to, recimo, ko je Jezus vedel, kaj je v ljudeh. Nekdo je prišel, recimo Samarijanka, in on ve, ti si s 5 moškimi v bistvu, pa zdaj ta ni tvoj. To vrstna stvar se zgodi, ko moliš za človeka, ima ljudje ta dar, da vidijo, da ti pokaže en del njegovega življenja, ti to poveš in seveda človek vidi, Bog je tle. Ne? To je ta vednost, da vidiš. Ne? Potem ta vera, tukaj ni mišljena vera, po kateri smo odrešeni, ki jo rabi vsak od nas, ampak tukaj je mišljena nadnaravna vera, tako da narediš nekaj, kar je čist proti vsej človeški logiki, ampak ker imaš vero, se to zgodi. Ne vem. Elija vrže ročaj od sekere v vodo in on sekera preplava na ročaj in lahko pobereva. V glavnem, tukaj rabiš precej vere za kaj tazga, ampak v glavnem Bog daje to nadnaravno vero, v smislu tisto, ki je Jezus rekel, če imate vero, lahko rečete tej gori, pa se bo vrgla v more. Tukaj gre za to vrstne zadeve. Potem, drugemu po istem duhu milostni darovi ozdravljanja, zanimivo, da so v množini, da različne vrste ozdravljanja, ki se dogaja. Potem, delovanje čudežnih moči, to je spet, vse to so, bi danes rekli, čudežne moči, ampak tukaj gre spet za različne druge vrste čudežev. Potem prerokovanje je tukaj en od teh stvari.
čeprav Pavel potem reče, da vsi lahko prorokujete, pa čeprav Jakob nekje glede ozdravljenja tudi pravi, da ne priznamo grehe drug drugemu in molimo drugega za drugega, da bomo ozdravili. Razločevanje duhov, tukaj gre predvsem za to, da se, ko jaz razumem, da se razločuje najprej, kaj je Božji duh in kaj je umazan duh, zli duh. Potem pa lahko tudi bolj konkretno razločevanje, katero nečisti duh je, da ga poimenuješ. To je ena od možnosti tega. Potem imamo pa govorjenje v jezikih, raznovrstni jeziki, pa razlaganje jezikov. Se pravi to, da nekdo, ki govori v tem nerazumljivem jeziku, nekdo drug ga lahko prevede. To bi bil nek kratek opis tega. Se pravi, imamo tega še več. Recimo, če bi šli v pismo Efežanom, bi pa videli, da tle so pa predstavljeni predvsem nekaj, če mu danes bolj rečemo službe, ne, prav, apostoli, proroki, učitelji, evangelisti, pastirji. In to predstavlja kot te temeljne, milost dana po meri Kristusovega daru. Tukaj v Svetem pismu ni ostre meje med darom pa med službo. To pač smo si mi naredili, da lažje kategoriziramo eno pa drugo, ampak gre vse za moč Svetega Duha, za moč živega Boga, ki pride v človeka, ki ga usposobi, da dela v Božjem kraljestvu. Da jih dela vztrajno. In tukaj se mi zdi, glede na to, kar smo prej rekli, da je Sveti Duh dan vsem, a ne? Jaz v bistvu takole gledam, da vsak od nas je čist mirno lahko poskusi mol na katerem koli od teh področji. Tudi ne nazadnje to je način, da boš videl, kje mogoče te Bog res uporablja. Poskus moliti za ozdravljenje, poskus moliti za preroštvo, poskus moliti za čudeže in tako naprej. To je način, da te Bog uči, da ti Bog kaže, kje je pa tisto tvoje močno področje. Jaz tukaj vidim predvsem to, da imaš dar, recimo, ozdravljanja, pomeni to, da si tukaj posebej dober in da lahko tudi seveda drugim pomagaš v tem smislu, da lahko drugim pokažeš, to je nekaj, kar je Bog dal cerkvi. Ampak stvar je pa tudi taka, da čeprav smo tle prebrali, da to daje duh, kakor hoče, po drugi strani Sveto pismo pa tudi jasno kaže, da je to nekaj, v čemer rastemo. Se pravi, slika ni statična, slika ni tako, da da, ne vem, Bog Boštjanu dar preroštva in to je zdaj dar, ki ga ima in to je to. Sveto pismo kaže, da tudi, tako kot vsem ostalim, tudi v darovih in močeh Svetega Duha rastemo. To je se pravi tudi proces. In nas dejansko spodbuja na več mestih, na Sveto pismo spodbuja, da molimo za darove, ki jih nimamo. Posebej seveda je tukaj, imamo primer preroštva, ampak mislim, da to velja tudi za druge darove. Najbolj pa seveda za preroštvo. Poglejte tele citate Pavlove iz pisma Korinčanom. Bodite vneti za duhovne darove, posebno še, da bi prorokovali. Pavel zapoveduje. In prav želim, da bi vsi govorili z danim jezikom, še bolj, pa da bi prorokovali. Potem prav, kdor torej govori z danim jezikom, naj prosi, da bi mogel tudi razlagati. Pavel kar tako reče, če imaš ta dar, kar prosi za naslednji dar, da boš koristan. Pavel se ne ustavlja tukaj, prosi. In potem, zaključ, spet to pogledam, prizadevajte si, da bi prorokovali. Se pravi, Pavel, očitno v korinski skupnosti vidimo, da je bil problem, da so govorjenje v jezikih so enostavno pretiravali so z njim. In Pavel zaradi tega je rekel, fajn, super, ampak pejte vi zdaj naslednji korak. Odprti ste za duha fino, ampak dajte zdaj malo zrasti, pa dajte biti malo zreli, pa dajte razmišljati, kako boste šli, kako boste imeli duhovne darove, ki bodo res izgrajevali drugega, da ne boste padli v sebičnost. Zato damo 13. poglavje vmes. To je isto slavno poglavje, ki govori o ljubezni, ki ne misli svojega, ne išče svojega in tako naprej. To je sred učenja o duhovnih darovih, 12 pa 14 namreč. Zato Pavel to govori, da daje, da ves ta govor o močeh duha postavi na pravo mesto. Namreč ker tukaj je nevarnost, tukaj je past, ko mi ljudje, sploh če nismo poslušali
prejšnje discipline, namreč to, da moramo biti križani s Kristusom. Ko neposvečen človek tole sliši, so duhovni darovi samo še pumpanje njegovega ega. In to, kar pride ven, je nekaj odvratnega. In zato sem namenoma šel po tem vrstnem redu. Najprej je križ od Kristusa, najprej moramo biti prbiti na križ s Kristusom, križani sebi, križani svojim motivom, svojim ambicijam. Tukaj mora biti Kristus in potem, ko je to narejeno, smo pa na pravem mestu, da prejmemo moč Svetega Duha. Če pa to preskočimo, se pa dogajajo take stvari, ki jih beremo v pismu Korinčanom, da ljudje enostavno iz tega povzamejo, da so oni nekaj, da oni zmorejo več, da so duhovni, da so nekaj posebnega in pravi, seveda pa to ni res. Tega se treba močno zavedati. Sveto pismo ne govori o darovih, govori o milostnih darovih. Kaj to pomeni? To pomeni, da je to nekaj, česar si mi ne zaslužimo. Bog nam ne daje darov duha kot medaljo, da evo, ti si pa dober, evo, tlele medaljo, jaz sem pa nekaj posebnega, zato, ker imam ta ali to medalj. Ne, to so milosti. To so čiste milosti, ki izhajajo iz Božje obljube, iz Božje dobrote, iz Božje ljubezni. In tako jih je treba sprejeti in tako je treba delati z njimi. In več, ko imamo duhovnih darov, več Božjega strahu moramo imeti. To spada skupaj. In več ponižnosti, ker to ni iz nas. In če berete Pavla, ki je bil zelo karizmatičen človek, on je tudi nekaj rekel, hvala Bogu, da molimo v jezikih več, kot vsi skupaj, ampak vidno s kakšne ponižnosti je vam pisal, koliko veliko je rekel, ta moč ni iz mene, ampak je iz Boga, jaz to nosim v krhki posodi, lomljivi. Zdaj, mislim, da moramo zdaj razmisliti, kaj je pravzaprav zdaj cilj. Zdaj, predstavili smo obljubo, predstavili smo par glavnih točk, predstavili smo, da je to nekaj normalnega, ampak zdaj se pa lahko vprašamo, zakaj. Zakaj Bog to daje? Zakaj si je Bog to tako zamislil, da v njegovi cerkvi, da med Jezusom in učenci, da bo Sveti Duh, da bodo te moči Svetega Duha operirali. In mislim, da je tle več stvari. Prva stvar je zelo preprosto to, kar smo že prebrali v apostolskih delih 1:8. Jezus pravi, prejeli boste moč, ko bo na vas prišel Sveti Duh in boste moje priče. Zdaj bi pa tle, če malo kontekstualiziramo, v Mariboru, v Štajerski, v vsej Sloveniji in naprej po celem Balkanu in Evropi. Tako so tista geografska imena. Tukaj bliz, še malo širš in posod. Boste moje priče. Boste pričevali v mojem stajenju. Zdaj, seveda se moramo zavedati, da tole mesto v apostolskih delih 1:8 ima dve vzporednici, namreč pa 3 celo. To je druga oblika tega, če mu rečemo veliko poslanstvo. To so te zadnje besede Kristusove, ki jih on pove zbranim učencem, preden se dvigne v nebo. Najbolj znana oblika seveda je v Mateju, ki pravi, pojdite in naredite mi za učence vse narode, učite jih izpolnjevati vse, kar sem vam zapovedal, krščujte jih v ime Očeta in Sina Svetega Duha, jaz bom z vami. To je tisti temelj našega misijona, to je zakaj ni zdaj, to je tisti temelj DNK, zakaj obstajamo v svetu kot cerkev. Poslani smo ven, pejte, delite učence. Ampak vzporednica temu je pa tole v apostolskih delih. Prejeli boste moč, boste moje priče. Pa še druga vzporednica je spet v Markovem evangeliju. Spet, če preberete konec Markovega evangelija, vidite isto, prav. Pejte po vsem svetu, krščujte ljudi in potem takoj omen tekst seznam darov ali pa duhovnih moči, ki bodo spremljala verujoče. In bolj jaz prav z vami sem. In tukaj vidite, ta z vami sem se kaže konkretno na ta način, da je njegova moč konkretno prisotna in da potrjuje besedo, to, kar mi govorimo ljudem, evangelij, ki ga govorimo, da ga on sam potrjuje znamenji in čudeži. To je vzorec, ki ga vidimo v vsem Svetem pismu, in pri Jezusu, in v apostolskih delih, in pri Pavlu. Ker dejansko, če bi pogledali par mest, recimo, kako Pavel razume to, prav,
v prvem pismu Korinčanom pravi, Kristusovo pričevanje se je utrdilo med vami, ker vam ne manjka noben milostni dar. Pavel s tem vidi, da to pričevanje, da je Jezus, tem, kdo je Jezus, da je on umrl za nas, da je vstal od mrtvih za nas, da je Mesija, pravi, da je Gospod, da je avtoriteta, je potrjeno prek teh stvari, prek teh moči duha. In Pavel sam pravi, si lahko preberete na začetku 2. poglavja, v prvem pismu Korinčanom pravi, ker sem jaz prišel k vam, vam nisem govoril z enimi pametnimi besedami, učenimi, strokovnimi, čeprav bi Pavel to lahko, ker je imel izobrazbo, ampak ne. Prav govoril sem tako, da se je izkazala Božja moč in Božji duh, zato, da vaša vera ne bi slonela na človeškem prepričevanju, ampak na Božji moči. Pavel je zelo dobro razumel, da je v bistvu temu, da se evangeliju znanja spada Božji duh, spada moč Božjega duha, da to potrjuje z znamenji in s čudeži. Se pravi, Bog nam daje te moči zato, da lahko znanjamo, da smo misionarji, tako kot je prav, da to poslanstvo, ki ga imamo, lahko upravljamo tako, kot si je Bog zamislil. Ne v svoji moči, ne s tem, da mi se trudimo nekaj ljudi prepričevati, ampak da preprosto sledimo Bogu, živimo Bogu, Božji živi moči, Božjemu življenju in na ta način povemo ljudem in demonstriramo ljudem, da je Bog živ, da je Kristus vstal od mrtvih. To predvsem se mi zdi pomembna stvar tukaj, ker v končni fazi to, kar je naloga Svetega Duha in Cerkve, je to, da pričujemo, da je Jezus vstal od mrtvih. Ker, če je Jezus vstal od mrtvih, potem je tudi njegova smrt nekaj posebnega. In ima njegov križ ta pomen, kar pravimo, da ga ima. In če je Jezus vstal od mrtvih, potem je tudi vse, kar je on prej govoril, ima čisto posebno težo, zato ker je Božji sin. In ker ima zaradi vstajenja in smrti ima avtoriteto nad čisto vsakim človeškim bitjem. Predobo si je, zato ker nas je odkupil, sam je vzel naš boj, naš greh, našo smrt je vzel nas, se pravi, ima avtoriteto. In dejansko, se pravi, gre za potrditev, da je on vstal od mrtvih nepreklicno, ker to je Jezusovo vstajenje, je vdor prihodnega v sedanji svet. Jezus je vstal od mrtvih tako, da ne umre več. Tukaj je to, kar prihaja, na njem se je že pojavilo tukaj v tem svetu in mi smo sad tega. Mi tukaj, ki smo zbrani zdajle, smo direktna posledica tega enega dejstva, da je Jezus vstal od mrtvih. In Sveti Duh je dan, da to pričuje, da to potrjuje. Zato so potrebni te, da rekvajih, čudežne stvari, da se vidi, da je Bog že posegel v svet, da je Bog že odločilno posegel v svet in da bo seveda še posegel. Tukaj pa, da tudi lahko govorimo o sodbi, ki prihaja. Ker Sveti Duh je ta, kot smo zadnjič slišali, ki tudi seveda pričuje o grehu in sod naše meso in nas rešuje vsega grešnega. Zato je poslan v svet, da pričuje o Božji besedi. No, tudi tako lahko gledamo. Dejstvo, da Sveti Duh deluje v nas in med nami, to pomeni rast Božjega kraljestva. Imamo v evangelijih, ima Jezus en izrek, ki pravi, če jaz z Božjim Svetim Duhom izganjam demone med vami, potem pa je k vam prišlo Božje kraljestvo. Se pravi, te manifestacije moči, ki jih vidimo pri Jezusu in izganjanje demonov, pa ozdravljenje in vse to. Pravi, če je to, če se to res dogaja po Svetem Duhu, potem je Božje kraljestvo prišlo med vas. In Pavel v pismu Korinčanom 24 reče, Božje kraljestvo ni v besedah, ampak je v moči. Tle moramo paziti, ni dostikrat se navadno veliko govoriti, pa razpravljati, pa argumentirati, ampak Bog ima tle malo drugačen pristop. Bog želi, da se res, da mu zaupamo, preprosto, kot učenci, kot majhni otroci, in da sprejmemo njegovo moč, ki jo je on dal. In da je moč, da Božja moč deluje okrog nas. In da zato obrodimo sami. In ja, seveda, to je pa tema, ki je Pavel sploh razlagal v 14. poglavju pisma Korinčanom. Duhovni darovi so zato, da se izgrajuje cerkev, da se izgrajuje krščanska skupnost, da si lahko služimo drugim, da si lahko pomagamo drugemu, spet ne samo s človeškimi sredstvi, tudi s človeškimi moramo jasno, ampak tudi s duhovnimi. Da si lahko služimo, da se izgrajujemo. In ja, zdaj proroštvo, tako kot ga Pavel tam recimo definira v
prvem pismu Korinčanom pravi, da kdor prerokuje, da v bistvu opominja, to laži in spodbuja, tako nekako tri besede ima, ki pokrijejo. In to pomeni vse. Mi rabimo opomin, jaz rabimo opomin, takrat, ko ga lomam rabim, da mi brat pa sestra reče, Matjaž, si malo zabluzil. Vrnem se tja, kam moč. Drugič sem potrd, sem obupan, rabim spodbudo. Rabim, da mi brat pa sestra reče, da ta situacija ni konc, tle Bog deluje. In to lažba, ampak to seveda v moči duha. In sploh, če to je proroška beseda, potem to drugače deluje, ker vidiš, da ti mogoče nekdo, ki niti ne ve, kaj se dogaja, mol zate in ti pove par besed v tem smislu. In vidiš, Bog mi ni pozabil. Bog vidi, kje sem. Nisem sam. Ni ta obup, ki ga čutim, mogoče je brez veze. Bog je tle. Zato je proroštvo pomembno. Tako na ta način se gradi cerkev, se gradi skupnost. No in tle dejansko lahko gremo še en korak naprej in se spomnimo še ene besede, ki je zelo pomembna v novi zavezi, in to je občestvo. To je taka zelo religiozna beseda, jo bomo razpakirali, ampak pogledamo recimo ta dva odlomka. Pavel v pismu Filipljanom pravi našteva iz različnih vidikov, jih pač proba nagovoriti, če premore kaj opominjanje v Kristusu, če kaj spodbujanje iz ljubezni, če kaj občestvo duha. No in potem drugo pismo Korinčanom pa takole zaključ. Milost Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga in občestvo Svetega Duha z vami vsemi. Tukaj omenja se občestvo, ki je nekako povezano s Svetim Duhom. Zdaj, sama fraza je tako odprta, da lahko pomeni dvoje, vsaj dvoje. Lahko pomeni to, da smo skupaj s Svetim Duhom, ali pa pomeni določeno občestvo, določeno obliko odnosov, ki jo med nami ustvarja Sveti Duh. In mislim, da je predvsem ta druga stvar je v ospredju. No, se pravi, Sveti Duh, ki ga prejme Jezusova skupnost, ki ga prejmejo Jezusovi učenci, ustvarja eno posebno kvaliteto odnosov med njimi. In to kvaliteto v bistvu obsega ta beseda občestvo, ki je v izvirniku koinonija in ki je izredno bogata beseda, ki jo je težko izčrpamo tako ali drugače. Ta beseda po eni strani pomeni občestvo, pomeni skupnost, pomeni partnerstvo, lahko je to tudi partnerstvo v poslu, partnerstvo v delu, pomeni povezanost, pomeni deleženje, pomeni soudeleženost v Bogu. Recimo v prvem Janezovem pismu je ta beseda uporabljena, da smo v občestvu z očetom in sinom in drug z drugim, se pravi govori o tej tesni povezanosti, ki je spet Kristus ustvaril. Lahko pomeni solastništvo, lahko pa pomeni tudi čisto konkretno materialno medsebojno pomoč in celo tudi skupno lastnino. To vse je pomenski krog te besede koinonija. In recimo tipično en zgodno krščanski spis, verjetno še iz 1. stoletja, tako pravi, če imate skupno duhovne dobrine, Svetega Duha, koliko bolj morate imeti šele te propadljive začasne dobrine. V bistvu nagovarja skupnost k temu, k taki povezanosti, da dejansko smo povezanosti in v duhovnem, in v konkretnem. In to seveda potem beremo v apostolskih delih, da so imeli vse za skupno, noben ni govoril, da je kaj njegova last in tako naprej. Zakaj? Zato, ker so se zavedali, da jim je Bog dal dobrino, ki je še neskončno dragocenejša od vsega, kar lahko človek ima. In da vse, kar imamo, je v bistvu malenkost in minljivo, nekaj, kar bo šlo tako ali drugače. Bog nam je pa dal večno bogatstvo s tem, da nam je dal svojega duha. Se pravi, to, da je skupnosti dan Sveti Duh, pomeni, da se določena zelo, zelo posebna kvaliteta odnosov ustvarja, seveda kvaliteta, ki ni nikjer v svetu. In na ta način, tukaj pa vidimo, na ta način skupnost že sama s tem, da je to, pričuje in kara svet v sebičnosti, v samoljubju, v pohlepu. Če je skupnost, kjer se ljudje res delijo med sabo, kjer res ljudje skrbijo drug za drugega. Tukaj je ta greh sveta je tle zlomljen, ker v svetu so vsi ljudje sebični, vsak sam zase misli.
če so pa tle eni ljudje, ki jih Sveti Duh dejansko osvobodi, da so tukaj za drugega, duhovno, materialno, kakorkoli, pa že to samo po sebi pričevanje. Ne? Tukaj prihajamo seveda k tistemu, kar je Jezus prav po ljubezni, ki jo imate drug do drugega, bodo ljudje spoznali, da ste moji učenci. Vemo pa tudi, da je ljubezen, piše Pavel, po Svetem Duhu izlita v naša srca. Se pravi, Sveti Duh ima kaj opraviti s to kvaliteto Božje ljubezni, ki je ni v tem svetu. Ne? Beseda ljubezen, se veste, je zelo razvrednotena, ampak ko Sveto pismo govori o ljubezni, govori o tej posebni ljubezni, ljubezni, ki se daje, ki se žrtvuje, ki jo vidimo na križu. V glavnem, Sveti Duh dela skupnost, dela pravo občestvo, pravo povezanost Jezusovih učencev. In to je treba tudi poudariti, ravno pri tem, ker smo govorili o močeh, se mi zdi zelo pomembno, da tudi tega vidika ne zanemarimo, ampak da vidimo, da gre to skupaj. In na ta način, ko se zgodi ta koinonija, to občestvo Svetega Duha, se v tem propadljivem svetu zgodi odsev Boga. Tukaj dejansko to odseva, kako je Bog, Oče, pa Sin, pa Sveti Duh, tri osebe in Bog, kako je Bog sam v sebi. Tako se pa v krščanski skupnosti to zrcali. In to seveda svet vidi in je pritegnen. Ali pa je sprovociran, zato ker to seveda žal človeški ponos, pa človeški ego. No in tle naprej seveda lahko kar nadaljujemo v isti smeri in govorimo o tem, da Sveti Duh je ta, če smo prej rekli, da je Sveti Duh Božje življenje, potem seveda se Sveti Duh ne izraža samo v teh zunanjih manifestacijah, ampak ima tudi to, da nas seveda prenovi od znotraj, da nam da novo srce, dobesedno. In vidimo že tudi v tem odlomku, ki smo ga prej brali v pismu Rimljanom na začetku, da gre tukaj za neko presenetljivo, nepričakovano izpolnitev tega, kar je postava hotela, ampak na drug način. Se pravi, gre za izpolnitev Božje postave, tega, kar je Bog že od začetka po Mojzesu rekel, ampak ne po črki, po duhu. Po duhu dejansko Bog končno dobi človeka, ki dela, kar Bog hoče in ki je Bogu všeč in ki je v tem smislu tudi spravljen z Bogom. Poglejmo, da je bilo to napovedano tudi že v Stari zavezi. To je zelo pomemben citat iz proroka Ezekijela. Pa jih imamo še več, imamo tudi pri Ezekijelu to večkrat, pa še pri Jeremiju imamo tudi podobno. Prav, gre za to obljubo prenove, tako prav, pokropim vas s čisto vodo, da boste očiščeni. V vseh vaših nečistosti in vseh vaših malikov vas očistim. Dam vam novo srce in novega duha denem v vašo notranjost. Odstranim kamnito srce iz vašega telesa in dam vam meseno srce. Svojega duha denem v vašo notranjost in storim, da se boste ravnali po mojih zakonih, se držali mojih odlokov in jih izpolnjevali. Se pravi, Bog, in če bi imel čas, bi prebrali tle kontekst. Kontekst je to, da je Izrael kompletno na dnu. Izrael je v ruševinah, kot tole govori Ezekijel. Izrael je v izgnanstvu, izgubajo vse, izgubajo tempelj, izgubajo deželo, vse je podrto. In Bog govori to v tem kontekstu. Jaz prihajam in vas bom očistil in bom dal svojega duha v vas in da boste vi sami od sebe hoteli delati to, kar jaz pravim. Se pravi, Bog, tukaj vidimo to notranje prenovitev, to pa je zdaj lahko rečemo temu notranje delovanje svojega duha. In spet tudi tukaj, tako kot prvo moramo vedeti, to je Božja obljuba in to je Božja želja. Bog se tega želi bolj kot mi. No in to pa vidimo izpolnjeno v Novi zavezi, kjer beremo tole, kar smo na začetku že prebrali, postava duha življenja v Kristusu Jezusu te je osvobodila postave greha in smrti. In potem recimo ta slavni seznam sadov oziroma sadu duha v pismu Galačanom. In pogledajte, kako je to pri Pavlu povezan s postavo. Če se daste voditi duhu, niste pod postavo. Sad duha pa je ljubezen, veselje, mir, potrpežljivost, blagost, dobrotljivost, zvestoba, krotkost, samoobvladanje. Zoper te stvari ni postave. Tukaj smo prišli v drug način bivanja. Tisti, ki pripadajo Kristusu Jezusu, so križali svojimi strastmi in poželjenji. Če živimo po duhu,
tudi delajmo po duhu. Prav, tukaj je pa ta vidik, da je dejansko Sveti Duh postane naše konkretno življenje. Če smo prej rekli, da darovi Svetega Duha predstavljajo različne Jezusove moči, ki so porazdeljene po vsem Kristusovem telesu, moramo tukaj reči, da enako Sveti Duh predstavlja Jezusov značaj, ki ga zdaj Bog sam vgrajuje v nas. Sprav, kvalitete Jezusovega značaja, ker vse tole, kar tukaj beremo, vse to, ljubezen, veselje, mir in vse naprej do konca, tak je bil Jezus. To je Jezus. On je bil vse tole. In s tem, kar Pavel to pravi in govori o tem, da se Duh to rojeva v nas, povem samo to, da postajamo dejansko zelo konkretno deležni Jezusa, tega, kar on je, tega, kako je Jezus od znotraj. Tukaj vidimo, da nam Sveti Duh dejansko prinaša Božjo notranjost, prinaša, kakšen je Bog sam od znotraj. In seveda Bog želi, da se odpremo temu in pustimo, da to potrpežljivo in vztrajno raste v nas. Zdi se mi to potrebno poudariti. Ker dostikrat, na žalost, pa zdaj v krščanskih krogih dostikrat tako, da ko govorimo o Svetem Duhu, da eni krogi radi poudarjajo predvsem ta karizmatičen vidik, drugi krogi pa poudarjajo predvsem ta vidik, da Sveti Duh dela dober sad v našem življenju. Ne? Ampak to, kar pa rabimo, je pa oboje. In mislim, da je izredno pomembno, da kot kristijani rastemo v oboje. Da ne gremo v eno ali pa v drugo smer, ampak da hodimo, da gremo v obeh smerih, ker dejansko je isti duh, ki dela oboje. Isti duh je, ki nam dela, da lahko položimo roke na nekoga, pa vzdravi, kot je duh, ki meni daje potrpežljivost, pa mi daje ljubezen in mi daje vse te stvari. Isti duh to dela. In zato moramo biti odprti za oboje. Se pravi, tukaj zdaj vidimo, če smo zadnjič govorili, da Sveti Duh prejšnjič smo govorili o tem, da Sveti Duh mori dela mesa, tukaj pa zdaj vidimo to v pozitivni smeri, kaj Duh dela v nas. Dela ta Jezusov značaj in njegovo moč. Zdaj bi, preden končamo, bi rad zdaj se še malo odmaknil, pa oddelčni pogledal vse skupaj. Ena od stvari, ki jo moramo reči Svetim Duhom, ki sem jo že malo nakazal, je to, da je v bistvu dejstvo, da Bog daje svojega duha nam zdaj, je v bistvu, tako kot pravi tekst svetopisanski, je ara prihodne dediščine. Ara, veste kaj je? Ara je, ko greš recimo predplačilo, ko greš kupiti, ne vem, kupiš avto in preden ga kupiš, ga zaaraš. Prav daš 10% in s tem v bistvu označiš, da je ta avto tvoj. Vemo, da če bi potem, ko nekdo že zaara nekaj, če bi potem kdo hotel kaj spremeniti, so zelo velike pravne in finančne posledice. Se pravi, ko je nekaj zaarano, je nekaj že tvoje, ni pa še kupljen do konca, ampak je že tvoje. In Pavel prav v drugem pismu Korinčanom prav uporabi ta izraz, da je predplačilo naše dediščine. Kaj to zdaj pomeni? To pomeni, da je Bog tisto prihodnje, tisto, kar nas čaka, dejansko v nekem manjšem delu že poslal zdaj sem, tukaj, v Maribor, 2. septembra 2018. In zato potem v pismu Hebrejcem beremo tisti, ki so okusili moči prihodnega sveta. Se pravi, po Svetem Duhu mi to dejansko, konkretno okušamo, doživljamo že zdaj. To je ta prihodnost, ki se je že prebila v ta svet. In tako Bog hoče, da to jemljamo. Seveda, če je to odsev Jezusovega vstajenja, ne more biti drugače, ker vstajenje vemo, da tudi prihaja za vse, ki verujejo. Se pravi, Sveti Duh pa nekaj tega prinese že sem tukaj zdaj. Da živimo v tej moči, da živimo v tem res novem, nepredstavljivem človeško, kar Bog dela. In da je to v tej majhni meri, ampak v zelo realni meri, da je že prisotno tukaj med nami. Drugo, kar se mi zdi pomembno tukaj povedati, da je Sveti Duh sploh v Novi zavezi pogosto način, kako
teksti pišejo v njem, kaže na neko prekipevanje, na neko izobilje. Mi živimo v svetu, kjer je ponavadi skozi vsega premalo in nas to tako ali drugače tepe. Premali tega, premali unga. Ampak ko pa Nova zaveza govori o Svetem Duhu, pa govori na način prekipevanja. Že sploh ta izraz, da Sveti Duh pade na nekoga, pa da se razlije, govori o tem, da nekaj prestopa bregove, da nekaj da Bog nekaj da, ampak ne samo to, kar treba da še več. Tukaj se ta Božja, on je duh milosti, se pravi duh tega zastonjskega daru, ki se razliva bogato, ki ni škrtosti pri Bogu. In imamo en izrek že v Janezovem evangeliju, da Bog ne daje duha na mero, ampak še bolj recimo imamo pa v Janezovem evangeliju tisto obljubo, ki je Jezus prav, kdor veruje vame, ne prijete k meni vsi, ki ste žejni, kdor veruje vame, bodo iz njegovega osrčja tekle kaj? Reke. Ne kapljice, ne potočki, reke. Sprav, slika, ki je tukaj, je spet slika izobilja, pa še to je zanimivo, Jezus tukaj ne reče, pridite k meni, se boste odžejali, pa da bo z vami v redu. Ne samo to, vi boste radili student. Iz vas bo začel teči ven na druge. Tukaj seveda vidimo ta misijonski naboj Svetega Duha. On nas usposablja za to veliko poslanstvo, da sporočilo o ostalem Kristusu razširimo po vsem svetu. To so te reke. Ampak tukaj se govore je v izobilju. Tukaj ne premankuje, tukaj prekipeva. No in tudi v podobnem smislu, tam Jezus uči o molitvi v Lukovem evangeliju 11. poglavje in govori, vi, ki ste slabi, če vas vaš otrok pros za jest, mu ne boste dali nekaj strupenga ali pa nekaj, ki ga bo poškodval. Pa če še toliko bolj bo vaš oče v nebesih, ki je pa dober, vam dal Svetega Duha, če ga proste. Spet, Jezus nam hoče zagotoviti, da bomo gotovo uslišali, da to je za nas. Da ne obupujemo v neveri, v dvomih, ampak da se okrepčamo v zaupanju, da nam oče to hoče dati, kar je dober in da je dovolj, da ne bo zmanjkalo. Božji potok je poln vode, prav psalmist. In to velja tudi za to, o čemer govorimo. Bog je bogat v milosti in želi, da tako sprejemamo in tako se bližamo njegovi obljubi Svetega Duha. Tukaj ni nobene škrtosti pred Bogom in se ne rabimo bati, da bo zmanjkalo, da bo dosti dovolj. Ja, no in tudi na to bi upozoril, na to dve veliki temi, ki se pa vlečeta skozi vse discipline Jezusovih učencev. In ena je tale, da s tem, ko prejmemo Svetega Duha, dejansko postanemo Božje svetišče. Veste, da je to velika tema v celem Svetem pismu in vemo tudi, da je Jezus tukaj se zelo ostro konfrontiral z judovskimi voditelji, ker je rekel, podrite ta tempelj, pa ga jaz postavim v 3 dneh. In zdaj pa vemo, da tempelj je pa zdaj so pa naša telesa, oziroma še posebej tudi skupnost, ko se zbere. Se pravi, ko prejmemo s tem, ker smo prejeli Svetega Duha, dejansko postanemo Božje svetišče, kraj, kjer Bog prebiva. Njegov dom, tam, kjer se je nastanil, ne kjer je prišel na obisk, ampak tam, kjer se je nastanil za stan. In s tem je ta velika biblična zgodba izpolnjena, da smo mi radili svetišče živega Boga, tako kot je bil najprej Jezus. In še druga velika tema, ta kraljevsko-duhovniška služba, v katero smo poklicani kot učenci, seveda Sveti Duh nas usposablja za njo. Sveti Duh je tisto ključna življenjska moč, ki nas usposablja, da res smo duhovniki pred Bogom in pred ljudmi in kraljevski duhovniki v tem smislu, pa da njegovo kraljestvo, njegovo dobro oblast prenašamo v ta svet. Ker Božja oblast, vemo, je oblast, ki ozdravlja, ki osvobaja, ki rešuje od greha, ki pokaže na greh zato, da ga očisti, da prenaša očiščenje. To je Božja oblast, to je Božje kraljestvo. In mi seveda Svetim Duhom prenašamo to Božjo oblast v ta svet in tako smo zares potem v tej službi temeljni
katero smo poklicani, kraljevsko duhovništvo. Dobro, to je v bistvu to. Zdaj imam pa seveda izzive za vas v naslednjič, oziroma konkretne prakse, katerim bi vas spodbudil. Ja. Zdaj, prva stvar, jasno, je molitev za to, da se izpolniš Svetim Duhom. In tle bom dal 3 različne podprimere. Zdaj, najprej, če tega še nisi izkusil, če ne veš, kaj je to. Ker, tako rekel, oni, ki so izkusili, to vejo, da so izkusili, da so prejeli polnost Duha. No, če nisi zihar, potem te spodbujam, da moliš za prejem moči, da te Bog izpolni svojega Duha do polnosti. In seveda pri tem se naslon na obljubo. Naslon se na Božjo besedo. Tukaj ne gre za človeške ideje, tukaj gre za Božjo idejo, za Božjo besedo, to, kar on hoče. Se pravi, in če je to njegova ideja, je to dobro, zato ker je to tudi pol njegova želja. Bolj kot vaša. Če si želiš mogoče biti poln svojega Duha, moraš vedeti, da si Bog to še bolj želi. Bog je naredil vse za to, da bi imel ljudi polne svojega Duha. In potem, ko pa moliš, je pa važno, da čakaš in to vztrajno. Tudi apostoli so mogli počakati 10 dni, so molili vztrajno. Je čas čakanja na to, da Bog tako deluje, da pač ni zmeril avtomatsko, Bog želi, da ga čakamo. In ko pa čakate in se odpirate Bogu, boste pa tudi odprti, da se na zunaj Sveti Duh manifestira. Spomnite se, da vaše pričakovanje je meja vašega izkustva. Če nič ne pričakujete, se ne bo nič zgodilo. Če pa pričakujete, da bo Bog začel govoriti skozi vas, se pa bo zgodilo. Se pravi, molitev za izpolnitev, če tega še niste izkusili. Potem drugo, če ste to že izkusili, lahko brata ali pa sestro vodite v tako molitev. Najprej mu seveda razložite svetopisanski temelj, tako kot sem jaz danes. Potem vprašajte, če so tle kakšne, če ima brat, sestra, kakšne ovire, kakšne predsodke, kakšne zadržke, ker to je bistveno, to je tle pomembno, da se razčisti. Potem pa molite, položite roke na njega in prosite v imenu Jezusa Kristusa, prejmi Svetega Duha. In spet tudi tle, treba vztrajati, čakati, se pogovarjati, se kaj dogaja, ne. No, potem pa še tretji vidik te molitve za izpolnitev s Svetim Duhom je pa tako, piše v pismu Efežanom, lahko preberemo, Efežanom 5, Pavel pravi, da naj se izpolnjujemo s Svetim Duhom. In ne opijajte se z vinom, o čemer je razbrzdanost, temveč naj vas napolnjuje duh, ali pa drug prevod prav, napolnjujte se z duhom, bodite napolnjevani z duhom. In pa prav, nagovarjajte se s psalmi, hvalnicami, z duhovnimi pesmimi, ko v svojem srcu prepevate in slavite Gospoda. To dvoje je nekako povezano. Se pravi, Pavel tle daje na svet kristjanom, ki so že prejeli polnost, ampak ki bi radi se obnavljali to polnost. Ne prav? 3 stvari reče. Govorite v svojem srcu s psalmi, hvalicami, z duhovnimi pesmimi. Psalmi so verjetno dejansko kar psalmi, da moramo psalme Svetega pisma. To je način, da se izpolnjujemo s Svetim Duhom. Drug način so hvalnice, to so recimo te pesmi, ki jih pojemo. Duhovne pesmi so pa verjetno pesmi, ki jih direktno navdihne Sveti Duh. Lahko v znanem jeziku ali pa tudi v neznanem jeziku. Ampak v glavnem Pavel razume, da je slavljenje tako predano, iskreno slavljenje Boga način, kako se odpremo. Sej vidimo, sej Sveti Duh tako deluje dejansko, da nas odpre za slavljenje Boga. Sej tudi to preroštvo, recimo, v katerem beremo v apostolskih delih, je dostikrat se pokaže kot navdihnjeno slavljenje, poveličevanje Boga, tako kot Zaharija, recimo. Se pravi, ena
molite za to, da ste izpolnjeni ali pa izpolnjevani s Svetim Duhom. To je ena zadeva. Potem, glede na to, kar smo prebrali, vam drug izziv, da si vzamete čas in se natančno preberete 14. poglavje prvega pisma Korinčanom. Tam govori Pavlo o jezikih, pa o prerokovanju. Prav, to si preberete in posebej boste pozorni na to, kaj govori o prerokovanju. In prosite Boga, da vam to da. Pavel tam zelo jasno vse nas spodbuja, da ne prosimo za ta dar. Torej, dajmo biti poslušni, dajmo to nabiti. In konkretno, ko boste pa naslednjič molili za nekoga, recimo, ko ste v situaciji, da molite za nekoga, prosite Boga, naj vam Bog da kakšno besedo ali pa kakšno sliko. In potem, če dobite kaj, to pač podelite, povejte. In tudi seveda pri proroštvih je pomembno, to pa pravi Biblija, da jih moramo presojati. Ne? Se pravi, pri tem Duh nam daje, da govorimo, ampak tukaj je pomembna skupnost. Se pravi, drugi kristijani je dobro, da jim poveš, to pa to mislim, da mi govori Duh, kaj praviš. Ne? In drugi presojajo in da se tukaj izvrši taka, kaj ne rečem, samokontrola. Ker seveda doskrat lahko si ti sam kaj zamisliš, namaštaš in tako naprej. In dobro, lahko pa pride tudi sovražnik lahko govori, tudi hudič, obstaja tudi to, da imajo ljudje slišijo glasove, ki pa niso od Boga, ki so dejansko iz temne strani. Zato je tle Bog postavil, da se proroštvo presoja v cerkvi. In da, ker imamo vsi Svetega Duha, lahko presojamo proroštvo. No in tudi, če je tvoje proroštvo zavrnjeno, nič hudega, to sprejmi in mirno, vztrajno prosi naprej za to, da ti Bog da proroštvo na osnovi Božje besede. Ker tukaj imamo Božje besedo, ki nas k tem spodbuja. No in potem je pa tudi tole, ne? To, kar sem že omenil, v Jakobovem pismu piše takole: izpovedujte grehe drug drugemu in molite drug za drugega, da boste ozdravljeni. Čeprav, kot smo videli, dar ozdravljenja samo za nekatere, nas tle pa Božja beseda vse spodbuja, da to delamo. Se pravi, tukaj gre to, tukaj se vidi ta dvojnost. Ne? Vsak od nas je specialno močen v enem mogoče dar ali pa dveh, medtem ko v nekem smislu pa lahko vsak od nas prakticira vse darove, vsaj v neki najbolj osnovni meri. Ne? Se pravi, če je kdo bolan, molite za ozdravitev. In ko to naredite, prvo se zavedajte, da je v vas isti Sveti Duh, kot je bil v Jezusu. Prav, ne molite iz sebe, iz svoje moči, molite iz te gotovosti, da v vas je Božji Duh, tisti, ki je bil v Jezusu. In tudi seveda to moramo delati čisto preprosto iz usmiljenja. Tukaj je to motivacija pomembna, ne zato, da se mi kažemo duhovne, ampak zato, ker želimo iskreno pomagati človeku. No in potem položite roke in v imenu Jezusa ukažite bolezni, da ne gre. Tako pa vprašajte bolnika, čuti kakšno spremembo ali ne, če treba molite še naprej. Ne. In če se nič ne zgodi, nič hudega, učite se. Če se ne bomo začeli učiti, ne bomo nikoli znali. Treba se začeti učiti. V glavnem, poskusite do naslednjič kaj od tega prakticirati, probati. Moliti sami, tudi tle, recimo tole za izpolnitev s Svetim Duhom, to je tudi stvar, ki jo svetujem, da zjutraj, ko vstaneš, ko se zbudiš. Prvo, kar je, začneš hvaliti Boga. Si vzameš čas, da preprosto samo enostavno hvališ Boga in se mu zahvaljuješ in ga slaviš in se pri tem točno zavedaš, da je to, da se s tem odpreš Svetemu Duhu, da te napolni. To vas spodbujam, da se zavedate, ko slavimo Boga, in to je to, da se odpremo Duhu, da zavladamo nas. Se pravi, naredite kaj od tega. No? Ok, zdaj pa, literatura. Danes imam eno knjigo, pa en film. Tole je knjiga Gordona Feeja, All the Spirit and the People of God. Predvsem avtor obravnava predvsem Svetega Duha v Pavlovih spisih in obravnava oba vidika, tudi ko sem jih jaz, in ta vidik moči in vidik tega, kako Sveti Duh dejansko gradi skupnost, kako je Sveti Duh tist element, živ element, ki sploh dela krščansko skupnost. In zelo priporočam, to je krajša oblika knjige, obstaja,
če bi kdo se še bolj poglobil, obstaja, isti avtor je to napisal tudi v daljši obliki tazgale špeha, God's Empowering Presence, ampak gre za isto stvar. V tej knjigi je stvari bolj strnil, na kraj tukaj je šel pa bolj detajl. No, potem pa zdaj čisto konkretno, ne, da boste recimo videli en primer tega, kako Sveti Duh deluje. Je recimo obstaja en film, ki je prosto dosegljiv, The Last Reformation, The Life. Zdaj, če vam te stvari niso znane, bo mogoče tle not kaj presenetljivega, ampak vam svetujem, da si pogledate vsaj kot primer tega, kako danes eni ljudje prakticirajo duhovne darove, je zelo radikalen, marsičem mi je pa všeč, ker ima tudi recimo en del, ki govori tudi o tem, kaj pa je, ko ti moliš, pa človek ne ozdravi, ali pa ko Bog ne odgovori. In je v tem smislu mi je všeč, ker je balansiran tukaj, nisem tisti, ne, power, ampak zelo lepo pove, da je pač tudi ta druga stran, ki jo treba prenesti. Ja. No, s tem sem jaz zaključil ta del, zdaj pa je čas za vprašanje, pa pogovor. Prosim. Glede na to, kar sem se slišal, sem malo zmeden. Ja. In sicer predvsem glede tega, kar se zdaj proti koncu govori o teh praksah. Ja. Sicer o tej polnosti v Svetem Duhu. Jaz sem do zdaj nekako že 20 let skoraj gledal Sveto pismo, skoraj ni dneva, da bi ga spustil v teh samih 20 letih. In jaz sem nekako razumel, da smo Svetega Duha, seveda, Božji otroci, prejeli. Torej, Sveti Duh je do nas in ni več pipice, s katero bi Gospod, torej Bog, podpiral in nas še malo napolnil Svetim Duhom, tako da malo še odzelo. Dejansko mi imamo Svetega Duha in torej je od nas. Mislim, dejansko mi imamo vpliv na to, da tega Svetega Duha, ki je v nas, torej že prebiva v nas, ugašamo ali pa ga ne ugašamo. Torej, da mi dejansko vplivamo na to, koliko tega Duha je potem prisotnega in aktivnega v našem življenju. Ne pa, da nas Bog med našim življenjem, ko smo kristjani, še dodatno malo odpre pipico, pa še eno 30% da zraven, mislim, to zdaj govorim tako, da bi lažje razumeli. Ja. Ne, jaz se sem povedal, zdaj tukaj stališča kristjanov, kako ne bi človek prejel Svetega Duha, se razlikuje. Jaz sam, pač, to je ta debata, v kateri sem rekel, da ne bi šel povanjo, ampak jaz takole razumem, da dejansko tukaj se strinjava, da ko se ti spreobrneš, začneš verjeti v Kristusa, si krščen, ne, je normalno, da ob krstu prejmeš Svetega Duha. S tem, da jaz bi pa tudi rekel, da je tukaj normalno, da se to tudi vidi. Ne, tega jaz ne sprejmem, da ta Sveti Duh kar nevidno vstopate. To pismo ne zdrži tega. Enostavno, pričevanje pisma tukaj ne zdrži. Se pravi, ta izpolnitev mora biti konkretna. Ne, ni nekaj, ker sam rečeš, ja, ok, zdaj verujem, jaz sem gotovo imam Svetega Duha. Svetem pismu ne vidim tega. Je pa zdaj tako, praksa, ki jo jaz priporočam, je to, da se na to pazi pri krstu. To spada k začetku krščanske poti. In v tem smislu je res, ko enkrat prejmeš Svetega Duha, ga imaš. Se pa potem učiš hoditi v polnosti Duha, to je pa druga stvar. Se pravi, če si zdaj, eno vprašanje, kdaj res prejmeš Svetega Duha. Oziroma zdaj, težava je potem, se mi zdi, v skupnostih, kjer se ne prakticira, da se eksplicitno moli za prejem Svetega Duha ob krstu, je bolj težava, ker jasno človek, ki hodi z Jezusom, normalno, da Svetega Duha v nekem smislu ima in ga pozna. Je bilo neumno reči, da ga nima. Ampak, ne vem, mogoče se lahko rečeš, da nimaš tiste polnosti ali pa da nima tiste moči, ne, ki jo rabi za to življenje, ki sem ga opisal. In v tem smislu se pa tudi vidi, da je Bog milosten, ne, da Bog ni. Čeprav mislim, da bi bilo prav, da se zgodi tako, kot sem rekel, jaz vem in seveda jasno je, da Bog, tudi če nisi takrat tako temelja postavil, je zdaj čas, da ti Bog da to polnost. In ne vidim nobene ovire, da ne bi, samo treba je lepo z vero sprejeti. To je eno. Zdaj, drugo je pa potem, ok, kaj je, ko je enkrat sprejmeš to polnost, je pa normalno, pa nekaj, to je pa stvar dnevne hoje. Ne. Tukaj v Efežanih jasno prav Pavel, izpolnjujte se Svetim Duhom na ta način. Se pravi, je
Sveti duh nam je dan, ampak je vprašanje, ali bomo mi hodili v duhu ali bomo hodili v mestu. To pa je moja dnevna odločitev potem, ali se bom predal duhu, bom iskal njegovo vodstvo, njegovo moč, njegovo ljubezen, njegovo, ali bom to zanemaril. Ne? In potem od tega pa je odvisno, koliko se bo konkretno videl Svetega Duha v mojem življenju. Je pa res, da Sveti Duh nam je dan enkrat za vse, v tem smislu pa gotovo se strinjamo. Ampak se pravi, gre za to, a smo ga prejeli v moči in drugiča hodimo v tej moči. Ne? Tako. Zato pravim, tle je stvar, je taka, da povzroča zmedo, se strinjam, ampak po mojem ravno zaradi pomanjkljivih praks v naših skupnostih. Ne? Ker tako kot jaz vidim pričevanje Svetega pisma, je ta stvar spada k začetku in spada zelo konkretno. Tako da bi bilo dobro, da tudi, ko krstimo ljudi, da se vzame čas posebej za molitev, za izpolnitev Svetim Duhom. Tja to spada. In ja, če pa se takrat tega ne naredi, potem pa stvari rade zmedene. Potem pa je teže ene jasne črte potegniti, čisto preprosto. Ne vem, če sem kaj pametnega odgovoril. Ja. Jaz pač recimo pa verjetno mislim, edini verjamem v to, da ko se neko spreobrne, sprejme Svetega Duha in da ni povezan s krstvom. Dobro, v redu. Se pravim, to stvar imamo lahko debato o tem, ampak to je za drugič. Po mojem, ni namen, glih to sem rekel, da noče imeti v to debato, ker rata komplicira. To je dejstvo, da noče, da se polni za Svetega Duha. Ja, seveda. Naše gledanje, naše cerkve je bilo prekrstno. Spovrni se, Ja. prvi Svetega Duha in potem se tako krsti. Ja, pa si Pa ti prejme Svetega Duha po krstu. ob krstu, s krstom, po mojem itak je treba vse te 4 stvari skupaj vzeti. Sej tudi, ko se nekdo spreobrne, je zrel za krst. Če se je res spreobrnil, če se je res pokoril, če je res začel verjeti v Jezusa, je zrel za krst. In tja spada tudi pol ta konkretna molitev za izpolnitev s Svetim Duhom. Jasno je, da Sveti Duh že dela v njegovem življenju, saj se ne moreš niti spreobrniti. Saj se ne moreš niti spreobrniti brez Svetega Duha, ampak govorimo bolj mogoče o tem, da prejmeš to konkretno moč Svetega Duha, operativno moč, da začneš drugače delovati, o tem govorim. In to pa je izkustvena stvar. To mislim. To prejšnje vprašanje, jaz mislim, da je zelo dober primer moje Ari, ne? Ja. Ko ti daš nekaj, da si zagotoviš Ja. nekaj, ne? Ampak ni tvoje, še nek drug del je, ostane samo da dopolni. Ja. V našem primeru je to tako, ne? Koliko nas zazna, mislim, označi s Svetim Duhom, smo nekaj, imamo to zagotovilo, ampak to ni polna cena. Ja. V našem primeru je zelo tako, da ta cena tako velika, da ni konca, zato mi rabimo Svetega Duha, do konca življenja, se mora poznavati, se mora dopolnjevati, ne? Ker naša cena je veliko večja, v bistvu nima končne številke, ne? Zato se mi zdi zelo dobra ilustracija, da Ana je to, kar imamo mi v Svetem Duhu, v času spreobrnjenja. V življenju pa mi rabimo Svetega Duha za različne situacije, v različnih oblikah. Zato se obnavlja Sveti Duh, zato prihaja tudi v različnih oblikah v naše življenje. In je živa stvar, je oseba, je živa stvar. Zato je tudi se zmožna v takih primerih v našem življenju prikazovati. Ja, minimalno, kar lahko rečemo, tudi če se ne strinjamo glede tega, kaj ne bi bilo sprejetjem, se pa gotovo lahko strinjamo glede te spodbude, da ne bi rastel v darovih. To pa nam Pavel jasno govori. Tukaj pa smo vsi zelo očitno spodbujeni, da ne bi rastel v darovih, v preroštvu in vseh ostalih darovih, ki jih Sveti Duh dela. Tukaj mogoče se lahko strinjamo vsaj glede tega. Imamo avto, ampak če ni nekaj, ka govoriva neke
sem za dovedanje. Da tudi enim odgovarja, ker ljudje pride njemu, da kaže avto. Če ti želiš to množice pokazati, boš napolniti avto z energijo, pa jih vrš, spet druge stvari. Ja, se to mogoče sem premalo poudaril. Moja osebna izkušnja je pravzaprav ta, da takrat, ko res stopiš ven, pa greš ali evangelizirati, ali enostavno greš v Božje delo, takrat Bog daje duha. Takrat se napolnjuješ z duhom v resnici. Takrat, če si parkiran doma, brez veze prositi za svojega duha, ker ga ne rabiš. Bog ti ga ne bo dal. Bog daje duha, ko greš na fronto. To je, mogoče je to treba tako poudariti. Tja spada Sveti Duh na misijonsko fronto. Tako. Točno to. Točno za to gre. Mi moramo v bistvu se v veri, v zaupanju odpirati Bogu, da bolj hodimo v tej polnosti duha, ki nam je dan, ki nam ga on daje, brez ne na miru, tako kot je pisano. Ja, absolutno. Dobro. Hvala.